Pozdravljeni! Sončni dnevi so nas spodbudili, da se odpravimo naokrog in pogledamo, kako napredujejo nekatere investicije v občini. Svojo končno podobo že dobiva Veseličeva klet, ki bo v bodoče služila kot večnamenski spremljevalni objekt v športnem parku Mestna Graba. Tudi turistično-informativni center na Svetinjah že lepo raste. Ormoški grad in park pa bosta tudi kmalu novi preobleki. V tem času se komunalno podjetje Ormož trudi z ne ravno enostavno sanacijo dotrajanega objekta v Mestni Grabi, ki bo prenovljen služil kot večnamenski prostor za številne dejavnosti. Gre za nekdanjo klet znanega ormoškega trgovca Ivana Veseliča, ki je bila zgrajena v letih 1929-1930 in je zadnje čase služila za skladišče občinskega režijskega obrata. V okviru prenove bo objekt ohranil svojo prvotno obliko in gabarite, pri čemer obstoječa konstrukcija, kot jo Ormožani poznamo, v osnovi ne bo spremenjena. Objekt pa bo ponujal okrog 700 kvadratnih metrov uporabnih površin. Za izvedbo projekta je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj občini Ormož odobrilo sofinanciranje v višini 1 milijon evrov. Vrednost del po pogodbi z DDV-jem znaša več kot 1 milijon 443 tisoč evrov. Moram reči prvo, da smo zelo zadovoljni, da smo lahko prišli do prenove te stavbe, konec koncev v sami Mestni Grabi. Jaz mislim, da takšna stavba, kot je ta za nami, sigurno bo služila svojemu namenu. Zdaj seveda, tako kot že beseda mogoče pove, tukaj se bo predvsem prostor, kjer se bodo nekako združevala različna društva, različne dejavnosti, ki so povezane z samo Mestno Grabo. Nekaj bo športnega, se pravi predvsem v gornjem nadstropju, potem spodaj pa ostala društva, ki in mogoče zaradi takšnih in drugih, bi rekel, omejitev prostorskih določene dejavnosti niso bile sedaj možno izvesti, tako da izvajalo se bo različno, vse, bi rekel, generacije bodo tukaj našle prostor. Tudi, kar je zelo pomembno, vemo, da smo v Mestni Grabi vedno pogrešali, bi rekel, sanitarije, tuše in tako naprej, tudi to bo zdaj zagotovljeno, to se pravi, da se bo na vseh spodnjih igriščih, pa na vseh igriščih, ki so v Mestni Grabi, tudi lahko ti prostori nudili. Tako da vse v pravem času, upam, da bo maja, junija otvoritev te stavbe in da bodo društva, s katerimi moram povedati, da tudi ob sami vlogi na sam razpis smo se z društvi pogovarjali, izvršili tudi razgovore, kaj je tisto, kaj bomo vse tukaj udejanjili, katere delavnice se bodo izvajale, tako da glede na vse takrat poslano, pa glede na vse spisano, bo tu res ena lepa zgodba. Naslednja zgodba se dogaja na Svetinjah, in sicer ureditev sprehajalno-tematske poti Svetinje Jeruzalem s tako imenovanim interpretacijskim centrom na Svetinjah. Nov objekt, ki ta čas že dobiva svojo podobo, bo služil kot infotočka, opremljen s kolesarnico, stojali za kolesa, prostori za predstavitev avtohtonih sort vinske trte in pergolo za počitek. Vrednost gradbene pogodbe znaša slabih 800 tisoč evrov. Občina pa je s strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za izvedbo projekta prejela 350 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Ja, tudi vlagamo v turizem, to se pravi kot ena turistična točka, kot en informacijski center, se pravi tu bo tudi taka ploščad z enim lepim razgledom, tudi ponudba, se pravi naša destinacija se bo tukaj našla, predvsem kulinarika in pa vse ostalo, kar je s tem povezano. Potem tudi informacijski center, kot smo povedali, potem tudi najverjetneje tudi izposoja koles, prostor bo tudi, se pravi, za kakšno prireditev, tržnice in tako naprej. Kar je zelo pomembno, tudi parkirna mesta bodo tukaj v neposredni bližini, pa moram reči, da bo tudi okolica, bi rekel, urejena z stvarmi, poučnimi stvarmi, ki bodo nekako pokazale, z čim se ukvarjamo v tem delu Slovenije. Kar pa je zelo pomembno, je pa to, da se tukaj ta zgodba turistična ne zaključi. Napravili bomo tudi eno krožno pot,
kjer bomo tudi turistične, bi rekel, take točke oddiha, točke interpretacije tudi postavili. Tako da bo ena taka zanimiva družinska pot, kjer bodo se sprehodili skozi našo destinacijo, potem delo naše občine in osvojili nova znanja in se navdušili nad novimi razgledi. No, verjetno ni slučajno, da ste ta center, stoji tukaj na Svetinjah, ravno na tej točki. Ja, to je sigurno točka, ki je ena izmed znamenitejših oziroma bolj obiskanih točk naše destinacije Jeruzalem, Slovenija. Zato sigurno si želimo, da gosti, ki prihajajo v ta del turistične točke, da nekako dobijo vse informacije, da dobijo tudi nekatere doživetja tudi na tej strani destinacije in pa da jih skozi to točko nekako popeljamo tudi na ostale točke naše destinacije. Imamo prekrasne razglede, imamo prekrasne poglede, imamo prekrasne kraje v naši destinaciji in to je tisto, na čem tudi želimo bdeti. To se pravi, da ne samo tisti gostje, ki nam pridejo v Ormoški grad, ampak tudi gostje, ki pridejo sem, da so postreženi z ustreznimi informacijami in da se pravi doživijo našo destinacijo v polni meri. Verjetno bo šlo tudi za določene usmeritve teh turistov, ki se bodo tukaj ustavljali. Ja, sigurno. To je ena izmed točk, seveda že razmišljamo, kam v turizmu naprej vlagati. Nekako ocenjujemo, da vsi tisti gosti, ki pridejo k nam, ki želijo doživeti to butičnost naše destinacije, kar se tiče kulinarika, okušanja vin in tako naprej, radi preživljajo tudi aktivno našo destinacijo, to se pravi ali kolesarjenje ali se pravi pohodi in tako naprej. Tako da razmišljamo naprej, da bi tudi napravili eno krožno vožnjo, se pravi po celi destinaciji, po vseh 3 občinah, kjer bi bilo možno, se pravi, izposoja koles, pešpoti in tako naprej. In s tem bi nekako z aktivnim preživljanjem v naši destinaciji nekako spoznavali lahko naši gostje, ki pridejo sem v našo destinacijo, se pravi celotno turistično destinacijo, vse ponudnike in bi na nek način tudi te goste razpršili. To se pravi, da ne bi bili polni samo gostinski objekti oziroma naša destinacija, se pravi v tem svetinsko-jeruzalemskem delu, ampak tudi v preostalih točkah oziroma krajih naše destinacije. Pa morda še beseda ali dve o ormoškem hotelu, občina ga je torej odkupila. Kako potekajo zadeve dalje? Ja, pripravljamo razpis, to se pravi, želimo si absolutno 4-zvezdično doživetje, povečati kapaciteto postelj, kot tudi imeti lastno kuhinjo v samem hotelu. Se pravi, jaz upam in verjamem, da bomo takšnega investitorja tudi dobili in da dobimo novo zgodbo, se pravi v mestu Ormož, katero tudi nujno potrebujemo. So že kakšni indici, kakšni namigi, imate že koga v mislih, kakšne dogovore? Pojavljajo se sprašujejo okrog ormoškega hotela, to moram povedati, da interes je. Verjamem, da bomo do skupnih besed, do skupnih stališč prišli in da se, bi rekel, ta črna pika, ki jo imamo v samem mestu Ormož, čim prej nekako uredi in da doda novo ponudbo, kajti vemo, da nam ravno v Ormožu zaradi večjih prireditev absolutno manjka nočitvenih kapacitet in pa vkolikor se želimo iti tudi športnega turizma, kar nam je že vedno bila želja, je nočitve, bi rekel, 4-zvezdičnega doživetja absolutno v centru Ormoža potrebno omogočiti. No, v načrtu je tudi obnova, rekonstrukcija Kolaričeve hiše. Kaj pa bi se tam naj dogajalo? Ja, nekako želja nam je že vedno, da tudi to turistično ponudbo nekako ločimo iz Ormoškega gradu, to se pravi, da dejavnosti v Ormoškem gradu z kompletno interpretacijo, ki jo sedaj tudi, ki smo s prvo fazo in pa s drugo fazo, ki jo nekako delamo, da ta tic mogoče preselimo v ta del, to stavbo posvetimo še nekaterim društvenim dejavnostim in pa da ga povežemo, ta objekt predvsem z prireditvenim prostorom. Namreč tukaj imamo tudi v naslednjih fazah nekako idejo oziroma predlog, že tudi lokacijska načrta in tako spreminjamo, da bo tudi prostorsko mogoče. To se pravi, da postavimo en večji objekt, ki bi prenesel tam od 1000 do 1500 kapacitete ljudi, se pravi, da bi se lahko te večje prireditve tam odvijale. To se pravi, da ne bi več rabili postavljati šotorov, da bi v letnem in zimskem času, se pravi, lahko dejstvovali na tem delu, tudi primerno uredili okolico, ki bi se povezala z grajsko pristavo, z samim grajskim parkom in jaz mislim, da tudi to Ormož potrebuje, tako da bi na nek način to zadevo tukaj zaključili z prireditvenim prostorom. Medtem se nadaljuje tudi obnova grajskega parka in gradu ter obzidja.
Ta del obnove je vreden 1,2 milijona evrov, pri čemer je Ministrstvo za kulturo iz evropskih kohezijskih sredstev zagotovilo slab milijon evrov. Preostala sredstva je zagotovila občina Ormož. Park, kot vemo, smo že prenovili določene poti, se pravi tudi novo urbano opremo. Sicer v drugem sklopu smo tudi napravili prek enega projekta tudi nova igrala za otroke. Zasadili smo nova drevesa, zdaj seveda nadaljujemo za to drugo fazo, da še te poti, ki so nam ostale, bi rekel, neobnovljene, da še jih obnovimo, nekaj urbane opreme. Zdaj je pomembno tudi ta predel proti samemu Ormoškemu gradu, to se pravi to stopnišče, ki je že bilo, bi rekel, malo načeto, bomo tudi obnovili, tako da v tem delu res park dobi v celoti tako podobo, kot si zasluži. To se pravi, da se bo tudi skozi njega se bo lepo zasprehoditi in da bo v tisti podobi maksimalni, kot si tudi želimo. Seveda z grajskim parkom pa je potem povezan sam Ormoški grad. Kot vemo, smo otvoritev prve faze že imeli, tako da smo že zaključili, sedaj pa bo z drugo fazo pridobil grad še vse ostale sobane bodo obnovljene, vključno z kletjo, tudi fasadni del se bo obnovil, tudi ta, bi rekel, od hidroizolacije do odvodnjavanja do vsega se bo napravilo. Zdaj moram reči tudi v gornjem delu, kjer niso bile sedaj mogoče uredba samih soban, se bo sedaj uredila, konec koncev sam strop je pa bilo potrebno statično ojačati, tako da bomo še več ponudbe lahko v Ormoški grad nekako ponudili, s tem seveda število zbirk absolutno povečali, pa dodali vse tisto, kar si želimo, to se pravi, da bo v polni meri ne samo, bi rekel, spodnji del z samim ticom, ampak kompletne sobane, vključno z samim podstrešjem, vključno z grajskim stolpom, ki se lahko pohvalimo, da je najvišji v Sloveniji, bo, se pravi, sigurno en magnet, ena dobra vaba za vse, ki si želijo uživati v sami kulturni dediščini, seveda pa ena velika odskočna deska, se pravi, turistom, ki pridejo k nam, da si bodo prvo ogledali to našo kulturno dediščino, to našo znamenitost, potem pa seveda se sprehodili po naši destinaciji tudi naprej. Kdo pa upravlja grad oziroma kdo razpolaga z njim? Občina Ormož in pa Javni zavod za turizem, kulturo in šport sta ravno pred kratkim podpisala pogodbo, to se pravi, da v upravljanje Ormoški grad, se pravi, po novem upravlja Javni zavod za turizem, kulturo in šport. Tudi zdaj zadnja vodenja, se pravi, namreč Javni zavod tudi to ureja. In ker je grad že itak vključen v zeleni ključ, potem v zelene vsebine, tudi v te vsebine, kot smo povedali, v same, ki bodo oblikovali same turistične pakete naše destinacije, se nam je nekako zdelo smiselno, da destinacijo kot tako z vsemi, z vso kompletno ponudbo nekako združimo z ponudbo kulturne dediščine in tako kompletne vsebine, ki so v gradu, nekako upravlja in nadzira Javni zavod za turizem, kulturo in šport. Za vsebine je poskrbel muzej, ne? Kdo še drugi? Nekaj muzej pokrajinske, dosti same, nekaj so nam pomagali tudi, bi rekel, krajani, krajanke, tudi nekateri, ki so včasih živeli v naši občini, so se mogoče sedaj preselili, ampak imajo, bi rekel, srce v naši prelepi občini. Drugače pa veste dobro, da smo tudi veliko delali na samih digitalnih zgodbah, tu so nam pomagale, se pravi, določene institucije, tudi zunanje, ki so nas svetovali, kaj je tisto, kaj bi bilo dobro napraviti. V sklopu prvega faze se je tudi posnel film Doroteja, potem tudi vseh tistih 7 ciklov življenja in tako naprej, tako da je šel v sklop tudi tistega. Zdaj, kar pa se tiče dodatnih digitalnih vsebin, pa smo tudi že, se pravi, izbrali kompletne izvajalce, ki nam tudi pomagajo, katere vsebine bi še delali, se pravi, da bi še, bi rekel, bolj nekako poudarili na samih vsebinah Ormoškega gradu, tako da nas čakajo prijetne zgodbe okrog vinskih zgodb, želimo poudariti, namreč navezuje se na našo destinacijo Jeruzalem, Slovenija, kot tudi, kar je zelo pomembno, vemo, da je grofica Irma tukaj pustila pečat v naši občini, v našem Ormoškem gradu, tako da tudi njej se bomo posvetili. Potem pa tudi posvetili se bomo znamenitim osebnostim, ki so delovali v naši občini z njihovimi zgodbami, oziroma ne samo v naši občini, na tem okolišu, kot tudi vemo, da smo tudi bili močni in da smo še vedno močni na področju gospodarstva v naši
destinaciji je delovalo veliko podjetij, takšnih in drugih, ki so popeljali ime Ormoža v svet, tako da je tudi prav, da kotiček najdejo tudi ti. Potem pa še takšne in druge zgodbe, se pravi poučne, tudi konec koncev naslonjene na vso zgodovino našega mesta, naše občine, bodo nekako prikazane v samem Ormoškem gradu. Grad Ormož s parkom bo tako postal živ kulturni prostor, prostor izobraževanja, druženja, turističnih programov in sodobnih tehnoloških doživetij. Na ormoškem območju se že vrsto let soočamo z velikimi težavami zaradi odtekanja vode in odnašanja rodovitne prsti, ki sta posledica vse pogostejših vremenskih ekstremov. Zato se je občina Ormož že leta 2022 odločila za sodelovanje v pilotnem projektu, ki je potekal na kmetiji Miroslava Novaka v naselju Stanovno, kjer so tla na njivah težka, zbita in ležijo na nagnjenem terenu na 15 do 25% naklonu. V obdobju 2023-2025 so strokovnjaki spremljali prehod iz tradicionalne obdelave na minimalno obdelavo tal s prilagojeno mehanizacijo. Ugotovitve pa predstavili na strokovnem srečanju pred kratkim. Občina Ormož je tako pred kratkim gostila strokovno srečanje z naslovom Predstavitev rezultatov eksperimenta uvedbe ohranitvenega kmetijstva na strmi njivski površini v Stanovnu, s poudarkom na preprečevanju erozije in izboljšanju kakovosti tal. Gre, kot vidite, za naslov, ki pravi, da skrbimo za zdrava rodovitna tla, preprečujemo erozijo na način živega laboratorija. Kaj pomeni živi laboratorij? V Evropi so spoznali, ti, ki upravljajo strategijo kmetijstva in razvoja kmetijstva, da je lahko pravi napredek kmetijskih tehnologij samo v tesni povezavi s kmeti. Če niso raziskave oblikovane, načrtovane in izvajane skupaj s kmeti, se dostikrat znanost izolira, mi objavljamo neke članke, neposrednega prehoda znanja do kmeta pa ni, oziroma je ta prehod slabši. Zdaj Evropa podpira ravno ta način, ki smo ga mi začeli, že prednje Evropa pravzaprav to začela podpirati. Mi smo leta 2016 ustanovili Združenje za ohranitveno kmetijstvo prav s tem namenom, da se raziskovalci, kmetje in tudi širša skupnost poveže skupaj pri uvajanju novih sistemov kmetovanja, ki mu rečemo ohranitveno kmetijstvo. Po besedah profesorja dr. Roka Miheliča iz Biotehniške fakultete, hkrati tudi predsednika Slovenskega združenja za ohranitveno kmetijstvo, so glavna načela ohranitvenega kmetijstva sledeča: čim manj mehanskih posegov v tla, njihova stalna pokritost ter pester kolobar z dosevki. Na ta način zelo preprečimo erozijo in odtekanje vode, kar pomeni, da zmanjšamo tudi nevarnost poplav. Obenem na ta način izboljšamo živost tal, je poudaril profesor dr. Mihelič ter dodal: živa tla pa pomenijo manj potrebe po dodajanju mineralnih gnojil, saj so hranila, ki so v tleh, bolje izkoriščena. Zmanjša se tudi potreba po uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Zaključek strokovnega srečanja v Ormožu, kjer je razen profesorja dr. Roka Miheliča svoje ugotovitve predstavilo še nekaj drugih sodelujočih v projektu, je bil, da so rezultati 3-letnega spremljanja, zaključeni septembra 2025, spodbudni. Kar pomeni, da je opazno zmanjšanje površinskega odtekanja vode, boljša struktura tal, večje zadrževanje vlage in dolgoročno izboljšanje odpornosti tal na vremenske ekstreme.
Volilni kampanji pred državnozborskimi volitvami se je aktivno priključila tudi Slovenska demokratska mladina. S kombijem preurejenim priročen televizijski studio potujejo po Sloveniji in s svojimi kandidati za poslance snemajo vse bolj popularne, tako imenovane podcaste. Minuli teden so se v podporu kandidatu Andreju Kosiju ustavili v Ormožu. Na parkirišču trgovskega centra Holermus je vozilo dočakala vrsta simpatizerjev. Ekipa Slovenske demokratske mladine pa seveda ni varčevala z nagovori in propagandnim materialom. Tudi Slovenska demokratska mladina se namreč v volilno kampanjo vključuje z vso vnemo. Vse, kar lahko, bom kar s tem začel, dejansko pa za svojo energijo, svojo predanostjo vsem času, ki smo ga posvetili in delu na terenu in pomoči samim poslancem ter kandidatom, predvsem pa z našim znanjem in zapoznavanjem situacij, s katerimi se mladi soočajo. In kaj vas pravzaprav kaj se vam zdi najbolj pereče za vas mlade ljudi v Sloveniji? Mislim, da so za nas mlade najpomembnejša dejanska eksistencialna vprašanja. Kako bomo preživeli? Kje bomo živeli? Ali bomo lahko dostojno delali? Si bomo lahko privoščili hrano? To, kar je težava ne samo za mlade, ampak tudi dejansko za starejše in za ljudi vseh starosti pri nas. Mladina SDS je avtonomna organizacija mladih znotraj Slovenske demokratske stranke, ki že od svojih začetkov marca 1990 deluje kot ključni nosilec sprememb v slovenskem političnem prostoru. Naša zgodovina ni zgolj zgodovina našega delovanja, temveč tudi zgodovina odločitve, da prevzamemo odgovornost za prihodnost Slovenije, zatrjujejo. Mladi verjamejo, da ima SDS odlične kandidate za poslance, med temi je tudi naš domačin in trenutni poslanec Andrej Kosi. Kar lahko povemo gospodu Kosiju je predvsem to, da vse, za kar sva bila midva dogovorjena oziroma za kar vem, da je obljubil, je do sedaj naredil. In mislim, da ga že to dela najboljšega kandidata v teh koncih, pa verjetno tudi daleč naokoli. Kot prvo, jaz mislim, da imamo odličnega kandidata, ki je že sedaj dobro zastopal, se pravi, naš kraj, naše 3 občine. Konec koncev potrebno je ponesti pomemben glas tudi na državni nivo. Zelo pomembna je lokalna povezava z državno. Slovenska demokratska stranka je pripravila odličen program. Pripravila je program za vse generacije. Osredotočenje na reševanje določenih problematik, izzivov, ki jih absolutno bomo priča v prihodnosti. Tako da naj si bo to na področju mladih, gospodarstva, izzivi z podnebnimi spremembami, ključ okrog samega kmetijstva, tako da veliko je teh tem, o katerih bi se lahko pogovarjali. Potem tudi na račun zdravstva in vsega, tako da jaz mislim, da je polno odprtih vprašanj, na katere je potrebno dati odgovore. Zdaj program Slovenske demokratske stranke absolutno to daje z odličnimi kandidati, tako da vkolikor želimo razumen glas za razvoj in pa prihodnost, tudi konec koncev naših lokalnih skupnosti, je sigurno pravi glas za Slovensko demokratsko stranko, katera se bo glasila pod številko 7. Andrej uživa veliko podporo tudi znotraj občinskega odbora in vseh simpatizerjev stranke SDS. Kot je bilo slišati, pa je vzornik tudi podmladku znotraj stranke, kar mu kot aktualnemu poslancu in vnovičnemu kandidatu za poslanca veliko pomeni. Ja, gledajte, rek, da na mladi svet stoji ni zastonj. Res v Slovenski demokratski stranki imamo močan podmladek, zelo res močan, aktiven podmladek. Tudi veseli me, da v zadnjem času veliko mladih pristopa v stranko. Torej so spoznali, da je Slovenska demokratska stranka tista stranka, ki gre na pravi poti razuma, poti, ki ohranjamo vrednote domovine, kulture, tradicije, kmetijska gospodarstva, pot razvoja in dejansko tudi na ta način delujejo mladi. Mladi so mi velik ponos, tudi veliko se družim z njimi, veliko sem v stiku z njimi. Ta mladostna energija, ta potencial, ki ga mladi nudijo, mi daje neko novo moč, neko energijo za svoje delo in zato tudi rad prisluhnem mladim, sem rad v njihovi družbi, kajti res je to neka posebna moč, ki potem skupaj z ostalimi, torej z nami, ki smo že bolj v zrelih letih, pa tudi z starejšimi, vsa ta povezanost potem združuje tisto pravo politiko, kjer dejansko delamo za vse, delamo za Slovenijo, za vse generacije in za vsa področja.
Pa morda vas še nisem pravzaprav imela priložnost vprašati in zato vas sprašujem danes, zakaj bi naj volivci torej volili SDS? Zato, ker je Slovenska demokratska stranka najstarejša stranka, edina stranka, ki je pred nekaj dnevi, torej na svojem kongresu, predstavila svoj program od A do Ž za vsa področja. Edina stranka, ki res vsa ta leta deluje tako, kot treba, stoji trdno za svojimi vrednotami. Torej ni stranka kot muha enodnevnica, ni stranka novih obrazov, ampak je dejansko stranka, ki je ves svoj obstoj skozi celotno zgodovino vseh teh 36 let ohranja torej svojo tradicijo, delo in svoje vrednote, torej vrednote razuma, vrednote za Slovenijo, za domovino, vrednote za vse generacije in tudi se trudimo skozi svoje delo za to, da prisluhnemo ljudem, trudimo se za vsa področja, torej za vse generacije in za vsa področja od kmetijstva, gospodarstva, kulture, nazadnje tudi zdravstvene oskrbe in vsega ostalega, tako da je res tista stranka, ki je edina prava stranka, ki lahko nudi tisto pravo pot razvoja, kateremu si pa Slovenija vsekakor to zasluži kot država, v katero smo verjeli pred 36 leti in v katero tudi glede na to, da so nekako napačne politike, zdaj verjamemo še tudi v prihodnje. Marca obeležujemo Svetovni dan srčnega utripa. Splošnemu ozaveščanju so se pridružili tudi zdravstveni dom Ormož, znotraj katerega deluje tudi kardiološka ambulanta, Ormoški center za krepitev zdravja in koronarno društvo Ptuj Ormož. Na temo skrb za zdravo srce so pripravili predavanja strokovnjakov in poznavalcev. Predavanja so potekala v Beli dvorani Grajske pristave. Namen Svetovnega dneva srčnega utripa je ozaveščanje o pomenu rednega preverjanja srčnega utripa, ki omogoča zgodnje odkrivanje morebitnih motenj. Predavanja so tako bila možnost dobiti vrsto praktičnih nasvetov, kot so pomen pravilnega in rednega jemanja terapije, zdrava prehrana ter pravilno merjenje krvnega tlaka. Tako je, v sklopu današnjega dogodka, ki je namenjen, tako kot sem rekel, pacientom, je vsekakor prvotno predstavitev našega delovanja v sodelovanju skupaj z društvom, se pravi koronarnim društvom Ptuj Ormož, kot drugo pa vsem udeležencem, kateri so prišli predstaviti pravilno uporabo terapije, kakšen je zdrav življenjski slog, kakšna je pravilna prehrana pri kardioloških bolnikih. Predstavili bomo tudi na katere načine oziroma na kakšen pravilen način se meri krvni tlak in pa preveri sam puls. Tako da nekaj zanimivih informacij bodo vsekakor pridobili, želja pa vsekakor, da take dogodke nadaljujemo tudi v bližnji prihodnosti in s tem ozaveščamo naše prebivalstvo. Uvodoma je zbrane pozdravil vršilec dolžnosti direktorja zdravstvenega doma Ormož Aljaž Čibej in besedo predal Romanu Petroviču, predsedniku koronarnega društva Ptuj Ormož. Ta je predstavil aktivnosti društva in se za sodelovanje zahvalil Aljažu Čibeju ter zdravnici Alenki Simonič. Zahvala za res požrtvovalno delo v društvu, vse predavanje brezplačno, bilo katere strokovne rabimo, gospa Alenka Simonič. Prosim, da se tako. Moram reči, da mi je prav pet veselje, da lahko sodelujem v društvu, zato ker imam same take, kot je Roman, kot je tam Darja, takšne navdušence, ki nas vse okužijo z svojim terapevtom. Hvala. Sledila pa so predavanja različnih strokovnjakov, s katerih se je dalo veliko naučiti. Gotovo pa izvedeti vse, kar nas je kdajkoli zanimalo o zdravem srčnem utripu. Svetovni dan redkih bolezni, ki ga obeležujemo vsako leto zadnji dan februarja, pa so posebej obeležili na osnovni šoli Stanka Vraza v Ormožu. Tako kot drugod po Sloveniji so se po mestu sprehodili z rdečimi baloni in srčki
ter se na tak način spomnili na otroke, ki bolehajo za redkimi boleznimi. Šolarjem osnovne šole Stanka Vraza so se pridružili tudi šolarji prve triade osnovnih šol Ormož, Miklavž pri Ormožu in Kok. Pobuda, da dan redkih bolezni obeležijo tudi otroci v občini Ormož, je prišla s strani osnovne šole Stanka Vraza. Zbrane je najprej pozdravila ravnateljica, ki je med drugim dejala: Zdaj ta dogodek pri nas podpiramo že nekaj let, sicer je krovni organizator tega pohoda z rdečimi baloni Zavod 13 iz Maribora in tudi letos smo se odločili, da bomo sodelovali z njimi. Vsak korak šteje, vsaka prisotnost pomeni podporo. Tako da jaz vas povabim, da naredimo prvi korak in se sprehodimo po Ormožu z tem pomembnim sporočilom. Na šoli so sklenili, da dan napravijo poseben. Začeli so ga z druženjem v šolskih prostorih, nadaljevali pa s skupnim pohodom s rdečimi baloni in srčki. Tako, danes imamo na šoli en prav poseben dan, čeprav bi jaz rekla, da je pri nas vedno poseben dan. Ampak danes smo med sebe povabili tudi naše prijatelje iz okoliških šol, povabili pa smo tudi lokalne prebivalce, torej prebivalce z lokalnega okolja, da se nam pridružijo v podpori, da skupaj obeležimo dan redkih bolezni. Koliko se vas je zbralo in koliko se vas torej podaja na pohod? Ja, kolikor lahko vidim, je kar nekaj ljudi prišlo iz kraja, iz okolice, tudi staršev, iz osnovne šole Ormož. Danes gostimo tudi v sklopu dneva oziroma dneva inkluzije, ki smo ga obeležili včeraj tudi osnovno šolo Miklavž pri Ormožu. Tako da jaz ocenjujem, da nas je kar lepa številka, čez 100 bi rekla, da je danes teh, ki bomo šli na pohod z rdečimi baloni. Redke bolezni so v Evropi opredeljene kot bolezni, ki prizadenejo največ 5 oseb na 10 tisoč prebivalcev. Čeprav je posamična redka bolezen lahko zelo redka, pa je različnih vrst redkih bolezni zelo veliko. Po ocenah vsaj 8 tisoč in skupaj prizadenejo med 4 do 7 odstotkov prebivalstva. Ker 75% redkih bolezni prizadene otroke. Gre za otroke s posebnimi potrebami, ki jim je v vsakem primeru potrebno izraziti vso podporo. Tudi podporo vrstnikov. Drugošolci so namen pohoda z rdečimi baloni in z rdečimi srčki dobro razumeli. Ja, zato ker so ene bolone se narodijo, te bo namrejo bolezni popraviti. In to bo na nek način spodbuda, ne? Ja. Kdo pa vam je naredil te srčke? Ja, učiteljica nam je naredila z svinčnikom, mi pa smo obrezali, te pa je nam še dala tudi lističe, pa smo prilepili. Tiste, ki so bolone, a ne otroci se rodijo boloni z boleznijo, ki jo ne morejo pozdraviti kot slep pa gluh. Točno, ja, in potem boste jim vi na nek način danes spodbuda, ne? Ti veš, kaj je danes za dan, zakaj ste danes na pohodu? Zaradi tega, da se eni narodijo boloni, pa ne morejo kakati pa nič, pa da ne morejo lulati. Ja, in potem boste jim vi na nek način danes pomagali, ne? Ja. Maj, ti veš, kaj danes pomeni ta vaš pohod? Ja, da spodbujamo one, ki se narodijo, pa umrejo, pa ne morejo kakati pa lulati, pa ki so slepe, pa ne slišijo, pa ki rabijo pomoč pri hoji, da jim to spodbujamo. Točno, ti je žal za takšne otroke, ki so bolni? Ja. Zelo, ne? Ja. Rdeči baloni simbolizirajo ljubezen in upanje. Gre za izkaz podpore otrokom z različnimi diagnozami, ki predstavljajo tudi posebne potrebe. Vsekakor pa enakovredno mesto v družbi.
Naj se samo še poslovim in se vam zahvalim za pozornost. V našo družbo pa vas znova vabim čez teden dni. Še posebej pa vas želim povabiti na soočenje kandidatov za poslance, ki bo 18. marca ob 18. uri potekalo v Domu kulture v Ormožu. Sodelovanje so potrdili skoraj vsi kandidati, tako da bi veljalo priti spodbujati svojega favorita. Vabljeni. Sicer pa vam želimo prijetne pomladne dni in nasvidenje.